Pozdravljeni, moje ime je Mojmir in vi ste v kuhinji za najboljše. Jutri je svetovni dan zdravja, zato bomo danes govorili o zdravem prehranjevanju in dieti. Vsi vemo, da se ne prehranjujemo zdravo, imamo malo časa, jemo ob poznih urah in sčasoma se to pozna na naših kilogramih. Pride točka, ko moramo narediti red v naši prehrani. Kako se tega lotiti, nam bo povedala naša današnja gostja, Mojca Cepuš, svetovalka za zdravo prehrano. Zdravo, Mojca. Živijo. Nam lahko poveš, kaj bomo danes skuhali? Seveda. Današnji cilj je, da naredimo zelo okusen dietni jedilnik. Se pravi, da ljudje, ki želijo hujšati, vedo, da ko bojo na dieti, to ne pomeni nujno, da bo jedli samo solatke, korenček in pa kakšno papriko zdravo, ampak da lahko jejo zelo raznoliko in pa zelo okusno hrano. Za predjed bova pripravila juho iz brokolija in pa iz zelene na šalotki. Potem bomo za glavno jed naredila nekaj mesnega, se pravi žrebička in pa nekaj iz prosa, se pravi, da bomo v glavni jedi imeli in ogljikove hidrate in beljakovine, zraven bova postregla pa še solato iz motovilca. Super. Predlagam, da se ti lotiš juhe, jaz bom pa začel z glavno jedjo. Super. Za brokolijevo juho s kurkumovo oljo potrebujemo 3 brokolije, 100 g šalotke, 50 g zelene, 50 ml sladke smetane, sol, poper in kurkumo. Recept najdete na ave.si. Mojca, povej mi, kakšne so največje zmote ljudi o zdravi prehrani? Kaj se najbolj zmotimo in delamo napake? Se mi zdi, da je neko splošno prepričanje, da ko hujšamo, da moramo zelo malo jesti. Kar je kar velika napaka, ker manj kot jemo, bolj imamo počasnen metabolizem in potem nekako več energije spravimo v maščobne zaloge. Se pravi, glavna napaka je to, da ljudje jedo premalo. Moram reči, da večina mojih klientov, potem ko vidim njihov prehranski dnevnik, mi je kar malo žal za njih, ker jejo koliko piščančki. Zelo malo. Se pravi, Torej stradajo. Stradajo, tako. In seveda to ni dobro nikoli za telo, če stradamo. Še če gremo na post, ne smemo stradati. Aha. Torej, praviš 5 obrokov na dan, 3. Ja, obstajajo različne teorije, se pravi, nikjer ne piše, da je 5 resnično najboljše, ampak nekako v praksi se je pokazalo 5 za zelo učinkovito, zato ker potem nismo tako sestradani, recimo, ko pridemo zvečer domov. Ker večina ljudi pravi, sej, jaz čez dan nimam težav, ampak potem zvečer, ko pridem domov, pa ni nič varno pred mano. Ja. In se pravi, če se to dogaja ljudem, je potem treba pogledati, kje je razlog za to. In najbolj pogosto je razlog v tem, da smo narobe jedli čez cel dan. Se pravi, če smo zvečer lačni, smo sigurno jedli narobe čez dan. Se pravi, rešitev pa je, da imamo enakomerne obroke, da jemo kakovostno hrano in pa predvsem, da jemo. Ampak 5 obrokov na dan, smo zelo aktivni, veliko delamo. Ali je čas za 5 obrokov na dan? Zdaj, treba je vedeti, kaj pomeni 5 obrokov. Obrok je lahko tudi 5 lešnikov ali pa recimo 2 deci pomarančnega soka. Tudi kava z mlekom je obrok, čeprav ni ravno najboljši obrok, kar si jih lahko zamislimo. Ampak načeloma je kava z mlekom po kalorični vrednosti, se pravi, so kalorije, je energija, je to obrok. Sicer je pa smiselno imeti eno tako stvar, s tem rada rečem SOS paketek. Se pravi, na tistih mestih, kjer se največ zadržuješ, moraš vedno imeti hrano. Se pravi, v avtu, v pisarni, pa za ženske v torbicah. Nekaj za prigrizniti. Tako, oreščki, suho sadje, lahko kakšne dobre tablice, surove recimo, lahko jih tudi sami naredimo, potem jabolko, jogurt mogoče po zimi. Veliko je tega govora o presni hrani, naj bi bila zdrava. Ja, presna hrana je... Shujšamo. Tako, zelo hitro shujšamo, se pravi, če en teden jemo samo surovo hrano, bomo shujšali v vsakem primeru. Neomejena količina sadja in zelenjave lahko pojemo. Je pa to načeloma tudi dobra ideja, če želimo samo malo bolj zdravo živeti. Se pravi, da rečemo, da bo polovica vsega, kar bomo pojedli, da bo presno. To je zelo dober nasvet in potem lahko probamo presno jesti recimo hrano, ki jo drugače ne bi. Recimo brokoli, korenček že jemo presen, bučke lahko surove jemo in tako. Mogoče bi še dodala za juhico. Se pravi, jaz zdaj režem na zelo grobe kose, recimo tukaj sem šalotko zelo na debelo narezala, pa brokoli tudi. Lahko seveda to posebej popečemo, pa popražimo, potem dodamo brokoli in še to malo pražimo. Lahko pa, če se nam mudi, se pravi, na grobo narežemo, vržemo v posodo, ko voda zavre, pustimo še par minut in potem samo... Koliko, kar bomo mi naredili. Tako. Se pravi, za juhico ne rabimo veliko časa, 10 minut pa je narejena. Super. Evo, jaz sem meso popekal, 15 sekund na vsaki strani, tako da je na sredi še surovo. Nato ga bomo pa do konca spekli v pečici, kjer se bo tudi skorja zapekla.
Mojca, pa mi povej, surovo meso, zdravo, ne zdravo? Ja, seveda, če odmislimo, da se lahko recimo ne okužimo s kakšno bakterijo. Seveda. Ampak sicer pa je surovo meso bolj zdravo, ker ga lažje prebavimo kot pečeno meso. Se pravi, če imamo radi surov biftek oziroma zelo krvav biftek, je to kar dobro. Za žrebičkov file z makovo in kavno skorjico na proseni kaši potrebujemo 800 g žrebičkovega fileja, 50 g mletega maka, 10 g mlete kave, 20 g drobtin, 100 g prosene kaše, 50 g šalotke, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Danes bova v juhico dodala še sladko smetano. Malenkost, Tako, da bo kremasta. Tako, lahko, drugače pa recimo, če želimo to juho jesti tudi za večerjo, potem je boljše, če smetane ne dodamo, samo zaradi energijske vrednosti, ampak jo samo mogoče malo bolj spasiramo. Pa ima zelo podoben okus, ampak takšna majhna količina smetane Ne škoduje. tako na velik lonec juhe ne. Pa še mogoče je to pomembno, zato ker pri hujšanju ni tako, da kakšne hrane ne smemo jesti, vse lahko jemo, ampak moramo paziti na kombinacije Na in pa količine, seveda. Torej, dieta, vsi se radi pregrešimo, si privoščimo, ali z dieto še vedno zadovoljimo naš okus, naše potrebe po dobri hrani, ali smo za kaj prikrajšani kot kadilci? Ko ne smejo kaditi, potem se jim skozi luštali Seveda. cigaretov. Dobra dieta, oziroma tako je, ko se človek odloča za dieto, samo eno vprašanje si mora zastaviti, da vidi, ali je dieta v redu ali ne. In to je, ali se lahko tega držim celo življenje. Se pravi, če je načrt prehrane tak, da se lahko človek tega drži celo življenje, potem je to dobra dieta. In potem se podrazumeva, da bo takšna dieta imela notri tudi mogoče kako zaradi alkohola, pa kakšno sladico seveda. A lahko jaz dajem kar v vodo? Torej? Najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim, je: joj, Mojca, bom lahko še kdaj čokolado jedla? Na dieti. In seveda je odgovor ja, ker če ima nekdo rad recimo čokolado, potem se moraš čokolado naučiti živeti. Se pravi, z njo hujšati in z njo živeti. In to je zelo pomembno. Prav tako imamo vsi svoje prekrške, čeprav se meni zdi hecno reči prekršek, zato ker če jemo to, kar imamo radi, to ni prekršek, ampak je užitek. A ne? Se strinjam. Tako, se pravi, lahko jemo karkoli, pa tudi če recimo kdaj pojemo, ne vem, 5-krat več, kot bi sicer mogli, nič nismo naredili narobe, zato ker pri dieti ni tako, da kaj pokvarimo, nič ne moramo pokvariti. Pomeni samo, da potem 2 dni mogoče ne hujšamo. Ampak to ni nič hudega, a ne? Je pa res, da če recimo ponavljamo z nekimi navadami, recimo, da vsak dan jemo velike količine sladkarij in pa mastnega mesa, to pa potem ni najboljše in potem je to treba malce popraviti. To pa naredimo tako, da recimo lahko kakšen dan v tednu imamo presen dan, to, kar sem se prej pogovarjala, ali pa da kakšen dan jemo recimo zelo veliko sadja in zelenjave. Za zajtrk lahko recimo pojemo sadje, potem za zgodnje kosilo zelenjavno juho in pa solato, potem za malico mogoče kakšno pečeno zelenjavo in za večerjo spet kakšno juho in pa pečeno zelenjavo. In na tak način, ker ne bomo vnašali veliko energije v telo, bomo tudi zelo lepo sanirali kakšen, se pravi, grižljaj ali pa 2 ali pa torto ali pa 2 več. Torej, če te prav razumem, lahko s stvarmi, ki nas zredijo, lahko z njimi tudi shujšamo. Tako, samo moramo vedeti, se pravi, kakšne količine moramo jesti pa v kakšni kombinaciji. Recimo, midva bomo naredila danes meso in pa proso. Zelo veliko ljudi misli, da dokler so na dieti, da morajo ločevati, pa to ni tako zelo nujno, sploh ne recimo, če ima kdo povišen sladkor, potem je toliko bolj pomembno, da se hrana kombinira, se pravi, in ogljikovi hidrati in beljakovine skupaj. Mojca, kako mora biti pravilno razmerje med mesom, prilogo oziroma med maščobami, ogljikovimi hidrati? Idealno bi bilo, če bi recimo, ko pogledamo krožnik, bilo polovica vsega iz zelenjave. Ampak to ni treba na enem krožniku, to lahko naredimo tako, kot bova naredila danes. Se pravi, bova imela zelo dobro juho in solato. Se pravi, to sta že 2 jedi in pa potem bova imela in meso in ogljikov hidrat v obliki prosa, je pa druga polovica. Se pravi, polovica vsega že imamo mi 2 iz zelenjave narejeno. Se pravi, tako da če na ta način uravnotežimo, potem bomo zelo težko pojedli preveč tiste hrane, ki bi načeloma nas redila. Čeprav tudi to ne obstaja, da določena hrana redi, vsaka hrana ima svojo funkcijo. In zdaj, če vemo, da ima ogljikov hidrat, se pravi testenine, kruh, krompir, da je funkcija tega, da nam da energijo, potem vemo, kdaj bomo to jedli. Se pravi, ne zvečer, ko gremo spat, ampak čez dan oziroma zjutraj, ko bomo to energijo porabili.
Meso je sicer kar polemično zadnje čase. Zelo so sicer popularne beljakovinske diete, se pravi ljudje zelo veliko mesa za kosilo, skoraj ne za zajtrk, za večerje in hitro hujšajo, ampak to, kar se zdravja tiče, mogoče ni najbolj pametna ideja, pa predvsem je zelo neuporabno na dolgi rok. Ljudje zelo težko leta in leta zdržijo na recimo 3 zrezkih na dan in tako naprej. Se pravi, je smiselno, da jemo ogljikove hidrate dopoldan, se pravi kruh, testenine, krompir, proso, ajda, kvinoja, riž, te stvari, da jemo za zajtrk, malico in pa za kosilo. Zdaj, za zajtrk je mogoče bolj primeren kruh, kot recimo, ne vem, riž, ampak se pravi, da kombiniramo ogljikove hidrate dopoldan in pa proti popoldnevu, se pravi za drugo malico in pa za večerjo pa jemo meso. To, če govorimo samo za hujšanje. Če pa se pravi zdržujemo težo, pa želimo samo zdravo jesti, lahko pa tudi zvečer jemo ogljikove hidrate, seveda. Midva sva se odločila, da bova danes naredila, se pravi, meso in ogljikove hidrate skupaj, kar je odlično, če ima kdo težave s sladkorjem. Zato, ker če ima kdo težave s sladkorjem, mora paziti, da ni preveč ogljikovih hidratov v enem obroku. In s tem, ko dodamo še malo mesa, zmanjšamo ogljikove hidrate, ne pojemo, se pravi, isto veliko porcijo, recimo, ne vem, prosa ali testenin, kakor bi pojedli, če ne bi bilo mesa zraven. Super. Jaz sem te zrezke, kot sem jih rekel prej, popekel, v stepene beljake namočil, na to pa prepraženo kavo, mak. Zdaj me zanima tukaj, ko sem dal beljak, bo kaj spremenil naš jedilnik? Ne, beljaki so beljakovine, se pravi, bo cel obrok, cel zrezek imel malce več beljakovin, kot bi jih imel, če bi samo popekli na žaru. Torej nič hudega? Ne, odlično. Tako, jaz sem dal to v pekač, če imamo keramični pekač, spodaj ne rabimo nobenega olja, nobenega mazanja, peki papirjev, se ne bo prijelo, damo samo v pečico. Jaz sem pečico že prej segrel na 210 stopinj, kamor bomo dali naše zrezke glih za 5 minut, da beljakovine v beljaku zakrknejo, zrezek bo pa še rahlo rožnat na sredini. Zdi v redu? Odlično, se pravi, malo bomo surovega mesa pojedla, da bo še malo bolj zdravo. Jaz bom ta čas kar solato pripravljam. Super. Za motovilec s sončničnimi semeni, česnovim oljem in svežo pomarančo potrebujemo 200 g motovilca, 50 g sončničnih semen, 5 strokov česna, 200 ml olivnega olja in 2 pomaranči. Recept najdete na avi.si. Zdaj smo v juhi, smo videli, da je brokoli še vedno obdržal to svojo barvo. Jaz bom naredil tako, da ne bom celotne vode odlil, ampak bom približno nekje petino vode še prišparal, da bo juha imela pravo strukturo. Za solato bi lahko tudi bučno olje uporabljali ali katerokoli drugo olje, razen seveda laneno olje. Laneno olje je zdaj kar precej popularno, zato ker ga ljudje uživajo zaradi omega-3 maščobnih kislin. Ampak laneno olje je takšne vrste, da je zelo smiselno, če ga sicer jemo, lahko na žlico, ampak da ga ne puščamo na hrani, da z njim ne kuhamo, ker je zelo hitro reagira z vodo, s toploto, z zrakom. Se pravi, je pomembno, da takoj, ko ga damo na žlico, da ga tudi kar takoj pojemo. Torej, Mojca, solato bomo solili, je ni potrebno. Tako, lahko jo solimo, lahko pa tudi ne, odvisno. Sol potrebujemo nujno, to, da soli ne potrebujemo, ne velja, se pravi, nujno jo potrebujemo. Je pa res, da če uživamo zelo veliko hrane, ki je predelana, se pravi kruhov, piškotov, potem industrijsko predelane hrane nasploh, potem je boljše, če ne dosoljujemo, ker dobimo dovolj soli s to hrano. Če pa jemo pretežno, se pravi doma pripravljeno hrano, potem je pa smiselno dosoljevati, ker zelenjava več ali manj ne vsebuje soli, se pravi ne vsebuje natrija. Jaz bom zdaj zmiksal ta brokoli, ki ni nujno, da je popolnoma razkuhana. Tako, če še malo hrusta, boljše pomeni, da smo ohranili več aktivnih sestavin v njemu. Jaz bom pa začinila še tole solatko z malo pomaranče. Zelo je pomembno, da uravnotežimo cel obrok. V mesu imamo nasičene maščobe, čeprav žrebiček oziroma konjsko meso izstopa po tem, da ima malo več nenasičenih oziroma omega-3 maščobnih kislin v primerjavi recimo z govedino ali pa svinjino, ampak še vseeno so to pretežno nasičene maščobe. In tudi v smetani, ker je živalskega izvora, imamo nasičene maščobe. In da to uravnotežimo, smo dali olivno olje v solato in potem bomo dali še malo sončničnih semen. In se pravi tukaj... Ki vsebujejo maščobo. Tako, vsebujejo pretežno maščobe, nekaj vlaknin in pa nekaj beljakovin.
Pomembno je, da se ne bojimo maščob. Približno 20% vsega, kar pojemo, mora biti iz maščob, ampak je pomembno, kakšne jemo. In z olivnim oljem bomo težko pretiravali, tudi s takimi semeni kot dodatek bomo težko pretiravali. Je pa res, da ne smemo pojesti celo vrečko ali 2 vrečke, recimo lešnikov ali mandljev. Se pravi, 10-15 je nekaj porcija. In pa maslo in svinjska mast moramo tudi. Tako sta dobri maščobi, to je potrebno, da ljudje vedo. Se pravi, to so dobri maščobi, ampak količina, ki je primerna za nas, ne za naše oči. Se pravi, za naše telo. To pa je bolj malo, mogoče se pravi, da namažemo na kruh, pa potem konec z maslom za en dan. Torej, jaz bom tole našo juho samo še posolil in popravil. Začimbe, ja, super, to so osnovne začimbe, ki jih vsi uporabljamo. Lahko pa seveda ta čas, ko hujšamo, uporabljamo tiste začimbe, katerih smo navajeni. Ker ko hujšamo, ne želimo zelo drastično spreminjati svojega jedilnika, še po okusu. Se pravi, spremenili ga bomo potem, kakšne količine česa bomo jedli, ampak začinimo pa lahko hrano tako, kot smo navajeni. Se pravi, vse začimbe so dobrodošle in pa nekatere imajo še zelo, se pravi, pozitiven učinek, ker hrano zelo poboljša in imamo občutek, da v bistvu gurmansko jemo, čeprav smo na dieti. Danes bomo dodali kurkumo. Kaj posebnega na njej za zdravje? Ja, seveda, kurkuma je kar precej zdrava, ima zelo veliko antioksidantov in jo je smiselno dodajati s čim več hrane, če nam je seveda okus všeč. Mojca, tole, kar danes kuhava, lahko skuhamo enkrat in na to cel dan to isto stvar jemo? Seveda. Meni se zdi, da večina ljudi kuha zvečer, ko pride domov. Se pravi, če pogledamo samo solato, se pravi solata, če se je za kosilo, se pravi, če jo uperemo zvečer in potem drugi dan nesemo recimo seboj v službo, moramo obvezno pojesti zdrave nekaj ogljikovih hidratov. Se pravi, kos kruha in solata je veliko boljši obrok kot kos kruha in kot solata in pa piščanec, zato ker piščanec sam na sebi nima veliko energije in če ne bomo pojedli hrano z energijo čez dan, jo bomo nadomestili zvečer. To vsi poznamo. Prijemo domov lačni, čez dan lepo držimo, mislimo, kako malo sem pojedel in potem zvečer pojemo vse. Tako, oziroma, če ne naredimo tega zvečer, pogosto to potem naredimo čez vikend, ko smo res sproščeni. Se pravi, če bomo jedli solato za kosilo, zraven obvezno ogljikov hidrat. Recimo neko štručko iz polnozrnatega kruha je zelo hitro in pa preprosto. Za večerjo pojemo samo solato, če hujšamo, in kakšen kos mesa zraven, pršut, jajček, kos sira mogoče. Potem juhica je lahko, se pravi, samostojna jed za kosilo, če smo dodali notri dovolj smetane. Se pravi, potem to energijo, ki bi jo sicer dobili iz kruha, dobimo zdaj iz smetane, se pravi iz maščobe. Če nam je to premalo, potem seveda ne damo smetane, pojemo brez smetane juho in pojemo zraven še rižoto, testenine, nekaj od tega. In pa za večerjo seveda je smiselno, da jemo spet samo juho, če je smetana, pojemo malo manj, če brez smetane lahko pojemo neomejene količine, kakor želimo. In pa se pravi proso. Proso je lahko, če ga skuhamo samo na vodi, je super za zajtrk. Lahko damo malo cimeta, malo rozin noter, imamo sladek zajtrk, tako, oziroma polovico, oziroma kar ostane, pojemo lahko na slano začinimo in imamo za kosilo. Ni pa za hujšanje najboljše, če to jemo za večerjo, zato ker zvečer se nam telo umirja in ponoči se telo obnavlja in takrat je fino, da jemo hrano, ki nam telo obnavlja. In to so beljakovine. Ogljikovi hidrati nam pa dajo kar precej energije in če zvečer ne bomo ravno šli, ne vem, teči ali pa se pravi se ukvarjati športom, potem je smiselno, da se dokler hujšamo, ogljikovih hidratov zvečer izogibamo. In pa še meso, se pravi, meso je lahko za kosilo ali za večerjo, s tem, da če ga jemo samo za kosilo, ga mora biti kar precej, za večerjo pa recimo približno 100 gramov, oziroma boljša kombinacija po mojem mnenju je, če mešamo zelenjavo z mesom in z ogljikovimi hidrati za kosilo. Se pravi, to, kar bova danes naredila, je najbolj idealno kosilo za hujšanje. Super. Ko si ravno meso imela, mislim, da je naše meso pečeno in lahko serviramo. Evo, Mojca, za malo šova, lahko tudi takole s čopičem, seveda mora biti svež, ne sme biti prej uporabljen. Za malo lepši izgled. Potresemo po juhi kurkumo, dodamo kontrast. Zdaj pa midva danes nisva uporabila sladice, ponavadi rečejo, da bi se samo odrekli za en kos torte. Lahko jemo sladko in hujšamo. Seveda. Jaz sem recimo tak človek, ko se včasih odrečem kosilo, zato da lahko pojem kos torte ali pa recimo piškote. Potem je najboljše, če bomo to naredili, pa da še vedno želimo hujšati, je, da vseeno pojemo juho in da pojemo solato in potem namesto glavne jedi pojemo sladico. Ampak če govorimo zdaj recimo malo v količinah, recimo to smo dala približno 20 gramov prosa, to je zelo, zelo malo. Se pravi, za hujšanje ga lahko pojemo od 50 do 100 gramov brez problemov, tudi več, če recimo gre za, ne vem, gospoda, ki je malo višji.
In če pojemo samo 20 gramov prosa in takle zreze, kot je ta, se pravi približno 120 gramov, potem lahko tudi pojemo majhen košček sladice zraven. Ampak je pa pomembno, se pravi, kje se skriva trik. Pojesti moramo obvezno in juho, in solato, da lahko pojemo tudi meso, ogljikohidrat in pa neko sladico. Torej uravnoteženo. Tako. Oziroma, da bi še malo bolj uravnotežili, če bi recimo to solato podvojili. Se pravi, da bi bila dvojna porcija solate, pomeni več surove zelenjave, juha, takšen krožnik kot je, in pa se pravi proso in pa meso. Takole, zrezek, še rahlo sočen, Pa lepo diši. rožnat, fajn aroma po kavi in maku praženem. Zelo preprosto, zelo okusno, Koliko časa sva porabila? zelo hitra sva bila. 20 minut. Vsak bi si lahko Ja. privoščil, Tako uravnotežen in zdrav obrok, seveda. pa s tem lahko hujšamo približno kilo na teden. Torej, Mojca, jedilnik mava, zdaj pa nekaj zraven, kakšno pijačo, kakšno vino, mogoče bi lahko spili Lahko, zraven. ampak je tako. Se pravi, pri hujšanju je alkohol moramo gledati kot na sladico. Se pravi, ali, oziroma če bi pojedli, se pravi, malo več prosa, potem vina ni zraven, oziroma ob takšni količini prosa je lahko kozarec vina, sicer pa je najlažje gledati na to kot na sladico. Se pravi, ali bi pojedli kos tortice, ali bi spili kozarec vina, oziroma ko hujšamo, mogoče to enkrat ali pa dvakrat na teden. Jaz bi, ne vem, k temu mesu in jedilniku priporočil suho belo vino. Se pravi, Se za tiste strinjaš? dni, ko se odločimo, da bomo spili kozarec vina, potem je to Seveda. krasno. Bi bila dobra izbira. Tako. Mojca, hvala, najlepša hvala za informacije, ki si nam jih dala. Me je zelo veselilo. Hvala, da si pomagala skuhati, gledalcem pa želiva en lep dober tek. Dober tek.